V tokratni oddaji Kako si na vašem kanalu bo tema mednarodna matura oziroma program mednarodne mature, izobraževalna pot, ki odpira vrata v svet. Komu je namenjena, kakšne so njene prednosti in kako poteka, bo povedala koordinatorica Polonca Centa z gimnazije Novo mesto. Vabljeni v najino družbo. Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci v novi izdaji oddaje Kako si, seveda na vašem kanalu. Matura je maja, junija, pa tudi julija zaradi rezultatov izjemno pogosto izrečena beseda med dijaki, njihovimi starši, pa tudi učitelji oziroma profesori. In prav matura je tema današnjega pogovora, natančneje mednarodna matura. Zato sem v oddajo povabila kot gostjo gospo Polonco Centa, ki je prava oseba za pogovor o mednarodni maturi. Zakaj, izveste kmalu. Živjo Polonca. Živjo Irina. Se bova tikali, res se dolgo poznava, bili tudi sodelavki, tako da bo tako lažje. Vesela sem, da si se odzvala povabilo in da boš našim gledalkam, gledalcem predstavila to mednarodno maturo. Ampak začniva tako. Gimnazija Novo mesto, prav je, da jo omeniva, tam si zaposlena in ravno tam tudi je ta program mednarodne mature. Omeniva pa jo tudi zato, ker ta gospa praznuje letos častitljivo starost, 280 let. Morda na kratko ta zgodovinski uvod. Ja, 280 let je v bistvu ena taka res častitljiva letnica. Smo šola z najdaljšim neprekinjenim delovanjem v slovenskem prostoru od 1746. leta, ko je cesarica Marija Terezija podpisala ustanovno listino. Potem je šola delovala v, bom rekla, različnih vsebinskih okvirih, preživela številne reforme. Od 1912. leta to postane tudi šola za dekleta infante, ne samo deška šola. Potem se preselimo v novo stavbo, zdaj to našo prepoznavno gimnazijsko stavbo na Zajdlovi cesti. In tako smo prišli do 280. obletnice. Zdaj se že celo leto vrstijo številni dogodki, ki jih pripravljajo naši dijaki, profesori z področja kulture, športa, znanosti, različne okrogle mize. V sodelovanju z Dolenjskim muzejem se pripravlja en lušen projekt z razstavo in potem nekako novembra meseca bomo sklenili ta krog praznovanj, ko bo osrednja svečana akademija z slavnostnimi gosti. Kdo bi bil bolj pristojen za to, da ga vprašamo o zgodovini nečesa, v tem primeru gimnazije Novo mesto, kot ti, ki si tudi zgodovinarka, profesorica zgodovine in geografije, tako da tudi po tej plati. Cesarica Marija Terezija, si rekla, verjetno si ona takrat ni predstavljala, ni imela takšne vizije, strategije, pa tudi mi dve, recimo, ko so obiskovali gimnazijo v prejšnjem tisočletju, da bo enkrat tudi ta program mednarodne mature. Ja, moram reči, da je to bil zelo en velik korak za nas, da smo se lotili tega, je pravzaprav bil splet različnih okoliščin. Na eni strani, da je ta program v Sloveniji že bil na 3 drugih gimnazijah, vendar ne v naši regiji, in da se je pokazala potreba tako v gospodarstvu kot v akademskem prostoru. Dolenjska akademska pobuda nas je zelo podprla pri tem. Seveda, da smo videli, da imamo tudi v šoli, v kolektivu pravzaprav možnosti, potencial pri kadru in seveda moram reči, da nič pa ne bi bilo brez vizije, poguma, odločenosti naše ravnateljice, ki je stopila na to pot in sprejela ta korak, pa nas vse skupaj povabila v ta izziv. Pomembno je, da tudi takšno izobraževalno ustanovo, kot je gimnazija Novo mesto, vodiš vizionarsko in gospa Mojca Lukšič to res obvlada.
5 let letos ali kako te mednarodne mature? Ja, pravzaprav smo na to podstopili malo prej, zato ker smo bili več kot 2 leti v procesu akreditacije, jaz rečem temu kot nekaka pristopna pogajanja, ne, ko smo pravzaprav morali spoznati vizijo, filozofijo poučevanja IB-ja, kaj pravzaprav je bistvo tega programa, v čem se razlikuje od naših navad, od našega programa, tako da smo morali spoznati pričakovanja, zahteve IB-ja, na kakšen način bomo mi vse to izpolnili. In potem smo marca 2021 dobili akreditacijo in že v jeseni vpisali prvo generacijo, tako da zdaj se šola 5. generacija, vpisujemo pa v jeseni 6. generacijo teh dijakov v programu mednarodne mature. Na nek način lahko rečeva, da je gimnazija Novo mesto bila že prej vpeta v mednarodni prostor z različnimi programi, izmenjavami in tako naprej. Meni se zdi, da je potem dišalo tudi že takrat, ko si ti vodila tako imenovane debatne krožke, klube, in je to že potekalo v angleščini, si pripravljala te mlade na te debate tudi v tujini? Ja, v bistvu smo imeli vedno poleg, bom rekla, tega običajnega nacionalnega programa zelo prisotne tudi različne dejavnosti, ki so našim dijakom omogočale mednarodno izkušnjo, jaz temu pravim. To so bili različni Erasmus Plus projekti, različne mednarodne, medšolske izmenjave, potem sodelovanje na Euroweeku, sodelujemo kot šola ambasadorka Evropskega parlamenta, sodelujemo na različnih projektih MUN, simulacije delovanja Združenih narodov, veliko enih takih mednarodnih stvari in ne nazadnje, ja, tudi debatna tekmovanja, debatni klubi. Jaz mislim, da je to nekaj nujnega, kar mlademu da čisto drugačen pogled na svet, neke nove izkušnje, razširi njegova obzorja, tako da se mi zdi, da mogoče so pa res bili nastavki v tej mednarodni poti pravzaprav postavljeni tudi že s temi vsemi dejavnostmi poprej. Kako se pravzaprav, če bi tako preprosto razložila mladim, pa tudi njihovim staršem, ta mednarodna matura, program mednarodne mature razlikuje od splošne mature? Ja, program mednarodne mature ponavadi dobimo vprašanje, a to je nekaj ameriškega, to je nekaj angleškega. Ne. Program mednarodne mature izvira iz Švice. A res? Ja, in se je potem razširil po vsem svetu. Program je star že skoraj 60 let, danes pa je uveljavljen ali pa se izvaja na več kot 6200 šolah po vsem svetu, kar pomeni, da je to en priznan standard. Glavna razlika mogoče se vidi v samem učnem načrtu oziroma kar v kurikulumu, v predmetniku. Namreč dijak si za 2 šolski leti, se pravi 3. in 4. letnik, izbere 6 predmetov. In teh 6 predmetov se uči obe leti. Mednarodna matura je zamišljena kot en tak celovit sistem izobraževanja, tako da dijak ima poleg materinščine in angleščine, največkrat nosilnega tujega jezika, obvezno še en družboslovni predmet, en naravoslovni predmet, prav tako je obvezna matematika, lahko pa si dijak izbere še en umetniški predmet, pri nas ponujamo gledališče, če pa dijaku ta umetniški predmet ne ustreza, si pa lahko izbere dodatni naravoslovni ali pa dodatni družboslovni predmet. Se pravi, da gre za eno tako celovito kompleksno izobrazbo. Program je 2-letni, se pravi, da dijak pravzaprav raste skozi te 2 leti na tem izobraževalnem potovanju in počasi pridobiva ne samo znanje, ampak predvsem tiste veščine, spretnosti, gre v bistvu za procesno naravnan program, tako da res po tistih končnih ocenjevalnih kriterijih dijaka lahko ocenimo šele na koncu 4. letnika, se pravi, ko gre opravljati maturo.
Veliko je samostojnega dela, veliko je projektnega dela, veliko je študij primerov, veliko je samostojnih raziskav, ki jih morajo dijaki zasnovati, od začetka izpeljati, potem celoten ta raziskovalni proces ali pa eksperiment, na koncu v akademski obliki to zapisati. Veliko je enih spretnosti in veščin. Je pa tako, v programu mednarodne mature se učni načrti spreminjajo na 5 do 7 let. Ti, ki si tu delala v šolstvu, veš, kaj to pomeni v primerjavi z našim programom. Gre za to, da so v razredu zelo hitro v pouk vključena sodobna, aktualna znanja. V nekaj tednih, lahko rečemo, so ta nova znanja, nova spoznanja, nova odkritja že pri dijakih, že v učilnicah. Se pravi, da gre res za en tak posodobljen program, ki pa seveda zahteva več dela, tako pri dijakih kot pri profesorjih, ampak ravno to je tisto, kar nas žene naprej na tej poti do izobraževalne odličnosti. Če si zastaviš višje cilje, potem tudi več dosežeš. Čeprav razumem, torej prvi in drugi letnik potekata enako in so predmeti kot pri tistih, ki se pripravljajo na splošno maturo, potem se pa to loči. V bistvu tisto, kar je mogoče največkrat predmet napačnih interpretacij, je to. V program mednarodne mature se dijaki vpišajo v 3. letniku. Se pravi, prvi in drugi letnik obiskujejo v svojem izobraževalnem programu. Tisti dijaki, ki so na naši šoli, v programu splošne gimnazije. Ampak to ni samo za naše dijake program. Program je namenjen vsem gimnazijcem iz celotne regije, vsem dijakom 4-letnih srednjih šol, se pravi, bodisi tehniške, biotehniške, ekonomske gimnazije. Torej, vsi se po 2. letniku lahko vpišajo v 3. letnik, kar je prvo leto programa mednarodne mature. Povsod je takšen sistem po svetu, ker je program mednarodne mature 2-letni program. Ampak kdaj se pa morajo odločiti? Že ob vpisu na srednjo šolo, konkretno recimo gimnazijo, ali dejansko šele ob koncu 2. letnika? V bistvu je tako, mi dijakom recimo ponujamo informacije, jih seznanjamo s tem, da imamo ta program. Vpisni postopek poteka v 2. letniku srednje šole. Mi imamo takrat serijo dogodkov, imamo IB sejem oziroma sejem mednarodne mature v decembru, v januarju imamo eno tako imenovano IB kavarno, kjer v takem zelo neformalnem razgovoru dijakom povemo, kaj so značilnosti, posebnosti, za kaj gre. In potem v mesecu februarju je informativni dan, tako kot pridejo osnovnošolci na informativni dan v srednje šole, tako pridajo potem dijaki drugih letnikov na informativni dan na našo šolo z namenom, da bi se vpisali v program mednarodne mature. In potem je pač ta vpisni postopek, oni morajo nekje do začetka marca oddati prijavnico in potem gredo skozi ta celoten postopek. Ta postopek je malo drugačen, ne štejejo samo ocene v 1. in 2. letniku, pač pa je pomembno tudi, da so dijaki aktivni izven šole, se pravi, na nek način se ovrednoti tudi njihovo izvenšolsko delo, potem morebitna tekmovanja v znanju, ki si jih dijaki udeležujejo. In pa tisto, kar je najbolj zanimivo, dijaki morajo skozi intervju. Gre za tak neformalen razgovor, kjer si profesori, ki poučujejo v programu mednarodne mature, želijo spoznati te kandidate. Mi lahko pogledamo, kakšne so ocene, ampak kdo je ta mladi človek, ki prihaja k nam, kaj prinaša, kaj ga skrbi, kaj bi rad pridobil, kaj so njegova pričakovanja, da tudi mi vemo, kaj so njegovi hobiji. Skratka, gre za to, da v angleščini predstavijo sebe. To ni izpit iz angleščine, tako da če komu zmanjka kakšna beseda, tudi v slovenščini nadaljuje in gre potem nazaj na angleščino, ko lahko, ampak da se predstavi, da mi vidimo, kaj ta človek pravzaprav prinaša sabo. Zanimivo. Rekla si, mislim, da 6200 tovrstnih programov po šolah po svetu, pa tudi, da je marsikoga prepričanje, da je izvor v Ameriki oziroma Angliji. A je na vseh teh šolah
angleščina sporozumevalni jezik teh 6200 ali bi lahko na eni mednarodni šoli oziroma programu mednarodne mature bila recimo francoščina, nek drug svetovni jezik? Ja, v bistvu je z širitvijo programov po svetu prišlo do tega, da je poleg angleščine prišla v ospredje najprej francoščina, potem pa tudi španščina zaradi Latinske Amerike, tako da mi, ko dobimo recimo izpitne pole, so navodila trijezična v angleščini, v španščini, v francoščini. Pri nas se pač izvaja v angleščini, ker je to nekako ta jezik, ki je pravzaprav res orodje našega sporazumevanja. Se pravi, lahko pa bi na neki drugi šoli bila španščina kot jezik? Ja, samo ne pri nas. Ne pa pri nas, ja. Recimo v Latinski Ameriki, ja. Ja, tako, ja. Ti si koordinatorica, tako je naziv, kaj ne, programa mednarodne mature, že od vsega začetka si vpeta v to. Kakšna je tvoja vloga pri tem? Ja, predvsem to je eno tako zelo kompleksno in zelo dinamično delo in jaz moram reči, da si nisem predstavljala, da tako delovno mesto obstaja zame recimo v šoli. Pravzaprav od že omenjenega začetka postopka akreditacije, da smo pridobili ta program, potem pa so moje zadolžitve povezane na eni strani z predstavljanjem programa mlajšim dijakom, staršem, se pravi na nek način promocijo, potem recimo, da poskrbimo za vse dogodke, ki so povezani s tem, in potem, ko se začne vpis neke generacije, da speljemo ta vpis skupaj s kolegi, da pridobimo vse prijave in da potem dijake varno pripeljemo do tega, da se res vpišajo v program mednarodne mature. V 3. in 4. letniku sem nekako tak nadomestni razrednik, bi rekla, da spremljam pot teh dijakov v programu mednarodne mature. Ko pa pridejo do konca, do 4. letnika, seveda pa poskrbim za to, da so ustrezno prijavljeni na IB-u, da opravljajo lahko maturitetne izpite. Potem je moja tudi naloga koordinacija oziroma izvedba teh izpitov na šoli. Poleg tega, poleg dela z dijaki, pa seveda je tudi komuniciranje s starši oziroma obveščanje, informiranje staršev, koordiniranje, vodenje učiteljskega zbora za mednarodno maturo. Tukaj je, bom rekla, malce drugače, ker je treba slediti vsem spremembam, novostim, navodilom z IB-ja. Potem recimo treba je načrtovati izobraževanje učiteljev. Vsi učitelji, predno so začeli z poučevanjem v programu mednarodne mature, so morali skozi certificirana izobraževanja, da so pač pridobili licenco, če tako rečemo, in nekje na 3 leta do največ 5 let je treba to obnavljati. Obvezno pa, kadar se spremeni učni program, učni načrt. In potem je še tisti administrativni del, ko je pa vse to komuniciranje z IB-em, z krovno organizacijo, z njihovim tem, bom rekla, vsebinskim delom, biti seznanjen, slediti novostim, ustrezno odreagirati na njihove pobude, vprašalnike, spremljati res, kaj se dogaja, da ti kakšna malenkost ne uide. Kaj je, ti si učila in tudi bila razredničarka na vseh programih, se pravi pri oddelkih splošne gimnazije, klasični, športni. Kaj je tukaj tako zelo drugače? Razen seveda, da je sporazumevanje v angleščini. Ja. Zelo drugače je to, da pridejo v 3. letniku skupaj dijaki na novo. Dostikrat so to dijaki, ki so mogoče v svojih prejšnjih razredih malce štrleli ven, potem, da so bili bolj ambiciozni, da jih je zanimalo več stvari, pa si mogoče niso želeli ali pa si niso upali vedno izpostavljati. Tukaj pa je ta nov razred dijakov, ki so si na neki točki podobni, da si želijo vedeti več, da se želijo izobraževati drugače, da se želijo izobraževati v angleškem jeziku. In za začetek mi vse te dijake peljemo na spoznavne dneve, na en tak spoznavni tabor, kjer se skozi vrsto različnih dejavnosti povežejo med sabo, ker vendarle to so 16-17-letniki in je to en pomemben nov začetek. Blind date.
Ja, skoraj da. Ja. Skoraj da. Potem recimo je to delo drugačno tudi zato, ker je urnik drugačen, ker je način dela drugačen, ker naši dijaki že v 3. letniku dobijo 2-letni koledar, kako so načrtovane njihove aktivnosti. Je potrebno tudi na tem malo bedeti. Tisto, kar je drugače, recimo oni že v 3. letniku naredijo vse ustne izpite pri jezikih v novembru, januarju. Se pravi, vrsta enih stvari je. In tisto, kar mogoče še je treba poudariti, zelo velik pomen mednarodni program mednarodne mature daje akademski integriteti oziroma akademski poštenosti, od tega, da ni raznih plagiatov, da so pravilno navedene zasluge drugih ljudi, njihove ideje, znanja in podobno. In pa seveda je zdaj poseben izziv v času umetne inteligence, kako dijake naučiti na pameten način uporabljati umetno inteligenco, da bodo še vedno mislili oni, ampak da bo umetna inteligenca za njih delala neke stvari, ki jih lahko naredi. Ja, zdaj učitelji, učeči, torej si rekla, tudi gredo skozi posebno izobraževanje, tudi na začetku, že pred začetkom neko usposabljanje in tako naprej, je težko dobiti ta kader? Ali je ta bazen učiteljev, profesorjev, ki si želijo delati v programu mednarodne mature, dovolj velik in tudi izpopolnjen? Takole, pri nas vsi učitelji, ki učijo programu mednarodne mature, so se sami odločili za ta izziv. Zato je ideja nekaj časa zorela v kolektivu in potem, ko smo ugotovili, da pač smo kadrovsko popolnjeni, tako da program lahko izvajamo, smo ta korak storili. Jaz vedno pravim, to so učitelji, ki so vrhunski strokovnjaki, poleg tega so pa še pripravljeni na nenehno učenje, izpopolnjevanje, izboljševanje in pa tudi na obilico dela. Zaradi drugih načinov poučevanja, zaradi drugih pristopov k podajanju snovi je dela ogromno. Več kot sicer pri splošnem programu. In če nisi v sebi prepričan, da boš to počel, da to počneš s strastjo, z energijo, je težko to delati, ne? Tako da ja, naši učitelji, jaz pravim, da to so najboljši možni učitelji, res jagodni izbor in se zelo posvetijo dijakom in tudi sami so nenehni raziskovalci na tej poti iskanja novega znanja, novih odkritij, novih načinov poučevanja, tako da jaz mislim, da je kadrovska popolnjenost ta, ki nam na nek daljši rok zagotavlja vzdržnost izvajanja tega programa, kar je seveda zelo pomembno. Kaj pravi statistika? So to predvsem mlajši učitelji, že predstavniki mlajših generacij ali niti ta dejavnik pri tem ni pomemben? Ne, ta dejavnik ni tako odločujoč. Tisto, kar je pri mlajših, mislim, mi imamo res razpon tak, od mlajših do ne vem, mojih najnih let. Ključna razlika je, da mlajši so mogoče malce lažje spregovorili v angleščini pred dijaki, ne? Ja. Mi, ki smo recimo imeli daljši delovni staž v splošnem programu, ja, smo malce težje šli pred dijake in spregovorili v angleščini, ampak je šlo, ne? Je šlo. Ključno je, ni odvisna ocena dijaka na mednarodni maturi na izpitu od mojega znanja angleščine, ampak od mojega znanja geografije, od mojega znanja mojega predmeta. V jeziku so pa dijaki izjemno spretni, izjemno dobro delajo. So te mlajše generacije, se to poznate? Ja, zelo so suvereni. Zdaj tako, za vpis je pogoj, da je angleščina vsaj 4. Zakaj? Zato, ker težko bi nekdo, ki bi res imel težave pri angleščini, sledil celotnemu programu. Ampak ti dijaki naredijo izjemen napredek v 2 letih. Pri nas praktično vsi dijaki vzamejo angleščino na višji ravni
In, Na maturi. Na maturi, ja, v bistvu se že pripravljajo, ne, oni si morajo zbrati 3 predmete na višji ravni, slovenščina obvezno na višji ravni, angleščina pa tudi pri večini in do zdaj so vsi naši dijaki dobili tako imenovano bilingual diplomo oziroma dvojezično diplomo in zato, ker je njihovo znanje angleščine tako dobro, so tudi rezultati pri vseh ostalih predmetih tako dobri. Tako da, ja, jaz mislim, da jezik tukaj ni noben problem in tudi pri učiteljih ne. Tako da mislim, da smo se tukaj našli ravno pravi in dijaki in profesori. Dream team, ne? Ja. Če že v angleščini govorimo. Kaj pa, prej si rekla, torej, da je razlika tudi ta, da je tukaj veliko aktualiziranja, spreminjanja sprotnega in tako naprej. Koliko imate kot šola ali kot program na šoli, kot koordinatorica, kot tisti, ki odločate o tem, tukaj, koliko imate tukaj, bom rekla, te avtonomije, suverenosti, pristojnosti, da tudi sami lahko kaj izbirate, prilagajate ali vendarle to je krovno in od nekod, govorimo o učnih načrtih? V bistvu je tako, pri vsakem predmetu je zelo veliko izbirnosti. Mi imamo snovi v naših učbenikih bistveno več, vendar vedno pravijo na IB-ju tako, izberite tisto, kar je dijakom blizu. Recimo, ne vem, pri geografiji mi govorimo o rečnem sistemu, ne pa o oceanih in morjih, zato ker smo v bistvu mini pomorska država, a ne, in marsičesa, kar je v tistem tematskem sklopu, ne bi mogli adekvatno obravnavati, pogledati in tako naprej. Skratka, je precej izbirnosti, pri čemer je možnost dvojna. Ali učitelj izbira bolj tista področja, na katerih se počuti močan, bolj suveren, so mu bolj blizu, ali pa izbira pade na dijake oziroma se dijakom ponudi, kaj pa mogoče oni bi. In tako, potem, ko pridejo izpiti, v izpitnih polah so vprašanja za vsa poglavja, a ne? Ti pa rešuješ tisto, kar si v šoli obravnaval. Tako da izbirnosti je, bom rekla, dovolj že v samem začetku, potem pa še tudi pri teh študijah primerov ali pa pri raznih mini projektih. Tukaj je pa seveda avtonomija učitelja zelo pomembna, ampak seveda tudi odgovornost, a ne? Avtonomija sama brez odgovornosti pač ne gre, ne? Tako da, ja, je svobode in avtonomije dovolj. Prepričana sem, da je to tisto, kar nam pravzaprav daje energijo za to, da delamo v tem programu. Kaj pa normativi? So kakšni normativi, koliko mora biti oziroma, ja, mora biti najmanj in koliko je lahko največ dijakov v nekem tovrstnem oddelku? Ja, vse šole v Sloveniji imamo dovoljenih največ 22 dijakov v programu mednarodne mature, zato ker je res način dela prvič izjemno intenziven, po drugi strani pa, če želimo delati v manjših skupinah s tem individualnim pristopom, je to nekje še obvladljiva skupina. Tako da to je pač ta maksimum. Najmanj pa morajo biti 4 dijaki, da se predmet izvaja. Tako da pri nas se kdaj zgodi, da je premajhna skupina za nemščino, drugič je premajhna skupina za gledališče, recimo. Se pravi, da ta program... To, kar je izbirno. Tako, to, kar je izbirno, da malce variira, ampak načeloma so pa skupine največje pri, ne vem, slovenščini pa pri angleščini, ker imajo pač vsi. Pri matematiki se že delijo na 2 skupini, zato ker je višji pa osnovni nivo različen program. Pri ostalih predmetih pa je, ne vem, od 8 do 17, 18 dijakov, tako da je res mogoče delati na drugačen način. No, letos v tem šolskem letu je opravljanje izpitov tako pisnih kot ustnih že za njimi, že za vami. Čakate še rezultate, ki bodo julija. Zelo dobri ste vsako leto, kot to spremljam, berem. Ja. Prvo leto smo kar malce tako z
enim posebnim občutkom pričakovali te rezultate, ker dejansko nismo vedeli, kje smo. Mi smo se dali v mednarodno presojo, kot šola. Zdaj nismo več samo, bom rekla, na našem nacionalnem igrišču, če tako rečem. In ja, že v prvi generaciji smo dosegali rezultate, zaradi katerih smo rekli, ja, dobro delamo, prav delamo, V tretji generaciji se nam je zgodilo, da smo imeli dijaka z vsemi točkami, 45 točkami na mednarodni maturi. 2% dijakov v svetovnem merilu doseže ta 45 točk. Se pravi, je bil to izjemen rezultat, izjemen uspeh, ki je bil pač posledica na eni strani izjemnih dijakov, delovnih, zagnanih in na drugi strani strokovnih, profesionalnih in prav tako zagnanih profesorjev. Tako da, ko smo bili deležni evalvacije, 5-letne presoje s strani IB-ja, so nam povedali, da nekatere šole po 20-30 let izvajajo ta program, pa še niso imeli dijaka z vsemi točkami. Tako da na to smo res ponosni in gremo z enim takim zaupanjem in samozavestjo v izpite vsako leto. Izpiti so potekali letos od 27. aprila do 20. maja, zato ker je toliko šol in ker so pač po vsej severni polobli pisali zdaj, v tem roku, bodo rezultati znani pa 6. julija. Zdaj, dijaki, ki se odločijo za ta program, ki se odločijo, verjamem, da sami ali pa po posvetovanju starši in tudi učitelji, ne pa, da se starši namesto njih, se verjetno odločijo z določenim namenom in ciljem. Kaj jih praviloma zanima, kam se upisujejo, kakšni so njihovi cilji za naprej in so kaj povezani tudi s to odločitvijo? Ja, pride nekaj dijakov že iz osnovne šole, ki točno vedo, ki so na predstavitvi v osnovni šoli izvedeli za ta program in so se upisali k nam zato, ker hočejo iti v 3. letniku na mednarodno maturo. Ti imajo že kar začrtano pot. Potem pa nekateri dijaki spoznajo ta program tekom šolanja pri nas in nekako tako tipajo teren, a bi bilo to za njih ali ne bi bilo. Zdaj, jaz mislim, da naj izkoristijo to priložnost. Mislim, imeti mednarodni izobraževalni program, ampak biti v domačem okolju, hoditi na isto šolo, mislim, da je to izjemna priložnost. Pa še šolnine ni, kaj ne? Šolnine ni, to je zelo pomembno. Mislim, zunaj je šolnina med 50 in 70 tisoč evri za eno šolsko leto. Pri nas šolnine ni, ker pač pokriva ta strošek izobraževanja Ministrstvo za šolstvo. Jaz mislim, da je to enkratna priložnost, ki jo je vredno, absolutno vredno izkoristiti. Tako da dijaki morajo biti samo pogumni, zastavljati si morajo smele cilje, pogumne cilje. Kaj se ve, kam jih bo življenje še odneslo. Potem recimo, kar zadeva starše, vidi se, da se odločajo dijaki, ki imajo podporo doma, kjer starši cenijo izobrazbo in rečejo, ja, dajmo to izkoristiti, poskusi, vzpodbujajo svoje otroke in mislim, da je to pravzaprav najboljša investicija v mladega človeka, sploh v tako hitro spreminjajočem se svetu, ko je pravzaprav izobrazba tisto, kar nosimo s seboj. Kar zadeva pa potem vpis naprej. Naši dijaki se vpisujejo in v tujino, in v Slovenijo. Veliko jih ostane v Sloveniji. Nekaterim je pa tudi uspelo narediti zahtevne sprejemne izpite za, ne vem, King's College v Londonu ali pa za univerze na Nizozemskem, Nemčiji in podobno. Dostikrat se zgodi, da se zatakne pri financah, pri štipendijskih shemah, tako da marsikdo, ki je zelo entuziastično razmišljal o tem, da bo šel študirati v tujino, potem ugotovi, da pravzaprav so nekje realni okviri tisti, ki jih je treba upoštevati in se vpišajo v Sloveniji. Če smo že prej govorili o rezultatih, do zdaj so bili naši rezultati vedno taki, da po pretvorbi ocen iz mednarodne mature v naš nacionalni sistem ocenjevanja tudi dijak ali pa dijakinja z najnižjim številom točk
se je lahko upisal na medicino. Se pravi, so res izjemno dobri rezultati. Tako da večina naših dijakov gre medicina, pravo, ekonomija, finančna matematika, mednarodni odnosi, take zadeve. Torej, čisto običajne študijske poti si izbirajo dostikrat. Kot učenci, kot dijaki, pa tudi mi dve kot učiteljici, razredničarki, veva, da so te spremembe skupine, ko se spremeni oddelek, tudi že v osnovni šoli je bilo tako, ko je kakšen učenec moral v drug razred, so seveda lahko vplivajo na posameznika. In tukaj pri 16-17 letih tudi v obdobju razvoja, iskanja lastne identitete in tako naprej, po 2 letih zgradiš ti neko skupnost s svojim razredom, oddelkom in potem greš v to neko svojo novo skupino. Kako pomembno je pri tem sodelovanje, timsko delo, tako med njimi, dijaki med seboj, kot tudi z vami in pa ta podpora? Ja, jaz mislim, da je ključno mladega človeka podpreti, da jih podprejo starši in da jih podpremo mi in predvsem, da starši vedo, da mi delamo skupaj za tega otroka, da se pogovarjamo in da čim prej odreagiramo. Ko dijaki pridejo v 3. letnik, jaz vedno rečem, če se nek dvom pojavi, neko vprašanje, nekaj, kar vam ni čisto jasno, takoj pridete. Moja vrata so vedno odprta, napišite, pokličite, nobenih težav ni. Zato, ker če imaš ti en dvom, je lahko ena noč ali pa en vikend zelo dolgo časa, predolgo časa. Tako da skušamo res odreagirati takoj in da dijaki vedo, da imajo v nas oporo, zaslombo, razumevanje, da zagotovo niso prvi, ki so prišli do takega problema, vprašanja. Je pa tako, če dijak ugotovi, da mu to nikakor ne ustreza, da mu nikakor ne leži, mi nikogar na silo ne držimo v tem programu, zato ker potem sta pa 2 leti čisto predolgi. In se zgodi, da je dijak šel nazaj na svojo nekdanjo šolo, ker je ugotovil, ne, mi to ne ustreza. Ker moramo vedeti, tukaj je veliko samostojnega dela, veliko raziskovanja, veliko kritičnega mišljenja. Kaj je najtežje dijakom? Kritično razmišljati oziroma razmišljati v tem programu, zagovarjati svoje mnenje, argumentirati, torej take stvari, neke veščine pravzaprav, ni se težko naučiti. In nekateri se pač boljše počutijo v sistemu, ti povej meni, jaz pa tebi čez 14 dni pa dobim 5. Tukaj pa ni tako. Tukaj so pa vprašanja bolj odprta in tudi odgovori niso vedno enaki in so lahko vsi pravilni, ker vsak pač gleda iz svojega stališča, svojih izkušenj in je to pač ena specifika tega programa. Ključna pa je podpora. Komunikacija je pri tem zelo pomembna, nasploh vse se začne in konča s komunikacijo. Lahko je nekdo odličen strokovnjak na svojem področju, pa če ne zna predstaviti svojega mnenja, svojega znanja, je pač za marsikaj v življenju prikrajšan in ljudje, ki z njim živijo, delajo prav tako. In ravno zaradi tega, ker si sedaj rekla, predstaviti mnenje svoje, neka stališča in tako naprej, vse to je pomembno. Prav zaradi tega se mi zdi, da je že v tistih debatah, ki si jih ti vodila, torej, koliko let je zdaj to nazaj? Veliko. 15, več veliko bomo rekli. Vem, da so bili naši dijaki v New Yorku ravno takrat ob tistem tragičnem zgodovinskem dogodku tudi, kaj ne? Ja. In tam pri debatah je bilo ravno to, ste jih vi brusili, mlade, prav komunikacijsko v tem smislu, da so se znali, to je bilo meni takrat res navdušujoče, znali glede nekega mnenja postaviti enkrat na eno stran, enkrat na drugo. Se pravi, ta argumentacija. Ja. Meni je prav zanimivo opazovati naše dijake skozi ti 2 leti programa, kakšna preobrazba se pri nekaterih zgodi. Iz tihih, nesamozavestnih, nekako ne me vprašati, pa ne bom se izpostavljal, da pridejo do tega, da spregovorijo, da govorijo, da izrazijo svoje mnenje. To je res nekaj neverjetnega. In recimo številne dejavnosti ali pa bom rekla bolj številne veščine, ki jih razvijamo skozi različne dejavnosti, so namenjene
temu celovitemu razvoju osebnosti. Se pravi, ne gre samo za to, kaj se bo dijak naučil, ampak tudi kakšen bo ta dijak, s katerimi veščinami bo opremljen. Zakaj? Zato, da bo lažje kos izzivom v profesionalnem življenju, v zasebnem življenju, da se bo znal hitro odzivati, da bo uravnotežen. Zelo velik poudarek recimo je na samoevalvaciji, na refleksiji. Dajmo pogledati, kako smo šli po neki poti, kaj je bilo v redu, kaj bi spremenili, kaj smo se iz tega naučili. Velik poudarek je na tej samoregulaciji učenja, na upravljanju časa, nekaj, kar so poleg komuniciranja izjemno dragocene veščine za nadaljevanje, ne vem, svoje življenjske poti, karierne poti, konec koncev, ne. Tako da, ko pridejo ti mladi tudi v službo, delodajalci danes že vedo, kaj prinašajo sabo. Ko gredo na univerzah, na fakultetah, točno vedo, kaj ti mladi maturanti mednarodne mature prinašajo sabo. Tako da to so res taka dragocena znanja in izkušnje. S tem zagotovo rastejo tudi tisti, ki učijo in se razvijajo tisti, ki učijo v tem programu, ker to, kot te zdaj poslušam, kar praviš, se pravi res popoln odmik od klasičnega učenja, saj samo frontalno učenje že dolgo ni več, a ne? Ampak vendarle, da tukaj tudi učitelj razvija določene nove veščine in pridobiva kompetence, ker mora znati vse to pravilno spodbujati, pravilno vprašati. Torej ni več dovolj, da je učitelj dober na področju svojega predmeta, ampak da zna to vzpostavljati, spodbujati, je to že kar neka, ja, supervizija, je še en kup drugih veščin, ki jih mora tudi učitelj imeti, da pripelje do tega, da vodi mladega do tega razvoja in tega, da zna narediti, praviš, samo refleksijo, recimo. Ja, meni osebno recimo je bilo najtežje pri prehodu iz nacionalnega programa v mednarodni program stopiti nazaj. Da nisem jaz tista, ki prinašam vse znanje, ampak da moram dati prostor dijakom, zato da oni iščejo informacije, da oni razmišljajo, da oni lahko izrazijo svoje mnenja. Velik poudarek je na kritičnem mišljenju. V mednarodni maturi je en poseben predmet, ki se imenuje Theory of Knowledge oziroma teorija vedenja, vednosti, kjer stalno preizprašujemo svoje znanje, kjer stalno dvomimo v informacije, v znanje, na različne načine osvetljujemo te iste podatke, te iste informacije. In ta razmišljujoča se vprašanja so potem nekako že kar vgrajena v vsak pouk, v vsako uro, v vsak predmet. Kako pa mi to vemo, da je to res? Iz česa pa to sklepaš? Skratka, dijaki morajo veliko utemeljevati, razlagati, razmišljati, posredovati svoja mnenja, se usklajevati v skupini, priti do konsenza, priti do skupnega mnenja, to posredovati naprej. Zelo eno tako dinamično delo je. In ja, mi se moramo tega tudi učiti, mi se moramo tudi izpopolnjevati, zato so ta naša izobraževanja v tujini tako zelo dragocena, ker dobivamo izkušnje od ostalih učiteljev, ki v tem programu že poučujejo recimo dlje časa. Naši učitelji hodijo na izobraževanja, ne vem, od Madrida do Rige, od Istanbula do Londona, pa še vse vmes, ne? Tako da res je to ena taka pisana druščina. Pa še nekaj, v programu mednarodne mature ali pa v IB-jevih programih nasploh vidiš, da je pravzaprav učiteljski poklic eno zelo široko področje, zelo raznolikih karier, da to dejansko ni samo poučevanje, ampak da je to še bistveno več, veliko več. In ko začutiš tega duha, tudi kot učitelj, to ti da čist novo energijo, nove ideje, nove perspektive, dejansko se ti odprejo obzorja. Teorija učenja, ki jo prenaša učitelj v prakso, je tukaj, pa tudi didaktična načela so tukaj popolnoma ali pa zelo drugačno od tistega v klasičnem običajnem razredu. Pa me zanima, ali učitelj, profesor, ki dela v tem programu, hkrati, recimo v istem šolskem letu, uči tudi nek drug svoj predmet tudi v nekem drugem, ker potem mora to preklapljati. Ja, res je.
vsi učimo v obeh programih. Kot praviš, preklapljanje se dogaja, ampak dogaja se pa tudi to, da načine dela iz programa mednarodne mature prenašamo v nacionalni program in da se vidi, da nekateri učitelji dejansko pristopajo že drugače k pouku tudi v nacionalnem programu. In jaz mislim, da je to tista naša dodana vrednost, ko smo prej govorili o akademski odličnosti. Ja, ravno v tem se širijo obzorja tudi našim kolegom, pa tudi našim ostalim dijakom, ki niso v programu mednarodne mature. Se pravi, je to dobro, je to še Absolutno. ena dodatna odličnost, dodana vrednost, recimo. Imate tudi za njih kakšne posebne programe v smislu ekskurzij, izmenjav, ali to pa je enako kot za ostale? Takole je, mi skušamo dijake v programu mednarodne mature v več pogledih tretirati kot naše ostale dijake. Se pravi, da imajo kulturne dneve, da imajo športne dneve in podobno, čeprav to ni predvideno sicer za program mednarodne mature, ampak na naši šoli smo se odločili za to, zato ker imamo občutek, da so potem dijaki mednarodne mature tudi nekako bolj vpeti v življenje in delo šole. Tako da se nam zdi pomembno. Naši dijaki iz programa mednarodne mature so med bolj aktivnimi, tistimi, ki sodelujejo v kakšnih mednarodnih dejavnostih in projektih in izmenjavah in na Euroweeku in pri debatah in tako naprej. Do zdaj nismo še vzpostavili bilateralne izmenjave z neko šolo. Za letošnje šolsko leto smo začeli z razgovori z mednarodno šolo v Münchnu, ki izvaja tudi ta program. Tukaj smo imeli mogoče majčkeno smole. Namreč mi smo leta 2021 uvedli ali pa začeli s tem programom. To je bilo pa obdobje covida. Takrat so pravzaprav vse šole po Evropi zelo rezale te programe izmenjav, zato ker je bilo negotovo načrtovati, plačevati neke, ne vem, letalske vozovnice in tako naprej. In mnogi od teh stikov se niso več obnovili na tak način. Smo pa mi v Združenju srednjeevropskih šol z programom mednarodne mature, tam pa seveda se odpirajo nove možnosti in sodelovanja, tako da zagotovo se bo odprlo. Imajo pa ti naši dijaki vseeno ekskurzije, izmenjave, torej vse jim je na voljo, kar je na voljo tudi ostalim dijakom. Polonca, kako vidiš oziroma vidite na šoli prihodnost tega programa, torej programa mednarodne mature v Sloveniji? Ja, program je že kar uveljavljen pri nas, 30 let je, ker so začeli z programom najprej na drugi Mariborski, potem na Bežigradu. Dolgo časa so naši dijaki hodili v internat v Ljubljano, da so lahko na Bežigradu delali mednarodno maturo. Potem je še gimnazija Kranj ta program dobila in jaz mislim, da je program uveljavljen, dobro postavljen in mislim, da je prihodnost programa svetla, če tako rečem, zato ker pričakujem, da bomo v prostoru čedalje bolj prepoznani, predvsem pa, da bo izobrazba pridobila na pomenu, da bojo te mednarodne izkušnje marsikomu pripomogle, da se pogumno odloči za takšen izziv. Jaz mislim, da bo prihodnost, ki jo bodo živeli ti naši mladi ljudje, zahtevala pravzaprav, da bodo prilagodljivi, iznajdljivi, da bodo te veščine, ki jih pridobijo v programu mednarodne mature, prenesli potem na svoje poslovno življenje, na svoje zasebno življenje in tako naprej. Kaj svetuješ mladim, se pravi dijakom, ki razmišljajo o vpisu v ta program? Naj izkoristijo priložnost. Doma imajo to priložnost, pred domačim pragom. Zagotovo je treba to priložnost izkoristiti, zato ker jim bo v življenju koristilo ne samo, kar se bodo naučili, ampak tudi veščine, ki jih bojo pridobili, tako da jaz absolutno to podpiram. Naj vsaj poskusijo, zato da si ne bodo kdaj očitali, ja, pa je bilo, pa nisem niti šel, pa nisem niti probal, pa sem mislil, da to ni zame. Zagrabiti je treba priložnost. Treba je biti entuzijastičen, pogumen, predvsem pa treba je začeti ceniti izobrazbo, spet nazaj.
izobrazba je pomembna. Mi pač, ki nismo bogati, ki nimamo plemiških naslovov in tako naprej, mi se lahko zanesemo na svojo izobrazbo in da s to izobrazbo v življenju nekaj naredimo. Kaj se bo pa zgodilo, če bo preveč prijavljenih? Mislim, da si prej rekla 22. Je potem tudi kakšna... Ja, pač naredi se selekcija, ne, ampak jaz mislim, da tisti, ki si v prvem, drugem letniku prizadeva, da bi izpolnil kriterije, da bi dosegel določene standarde, ki so potrebni za to, da se vpiše v ta program, da si bo za to prizadeval in da bo na tej poti vztrajal. To je tisto, kar je ključno. Ob koncu še Polonca, kaj je tebi pri tem delu najbolj všeč? Se jaz vidim, govoriš s takim žarom, da je morda to vprašanje odveč, pa vendarle, kaj je tebi pri tem najbolj všeč in za zaključek, na kaj ste v okviru tega tudi na gimnaziji Novo mesto najbolj ponosni? Kar mi je všeč, je to, da imam občutek, da kot učitelj pač diham s polnimi pljuči, ne? Da to je pa res to. Kar mi je všeč, je to, da vidim, kako dijaki napredujejo v teh 2 letih. Sej mi smo tukaj zaradi dijakov, ne? In ko vidiš res to preobrazbo, si rečeš, ja, to je to. Na kaj smo pa ponosni? Ponosni smo seveda na rezultate naših dijakov. To moramo iskreno priznati, rezultati so izjemno dobri. In jaz sem prepričana, da smo ponosni tudi na šolo, da smo se lotili tega koraka, da smo naredili, to je kar ena stopnička zelo navzgor in absolutno ponosni na vse naše učitelje, ki so bili pripravljeni sprejeti ta izziv, ki iz dneva v dan dokazujejo, da smo sposobni, da znamo, da imamo znanje, pripravljenost, energijo, voljo, motivacijo. Skratka, da imamo tisto nekaj več, kar lahko damo našim dijakom. To je tisto, kar nas veseli iz dneva v dan, na kar smo res ponosni. Hvala lepa, Polonca Centa, da si sprejela povabilo, prišla v studio. Hvala, ker si prinesla toliko zanimivih informacij, pojasnil in pa to dobro energijo. Hvala, vse dobro. Tako tebi kot tudi seveda gimnaziji Novo mesto in tudi še posebej dijakom v programu mednarodne mature. In tudi vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala za pozornost. Ja, odločitev pomeni, da se odločimo, da se ločimo od dvomov, strahu in potem je pomembno, da udejanjamo te svoje sanje. Tudi na izobraževalni poti je tako. Hvala za pozornost in vse dobro do prihodnjič.